Kaj bi bilo, če bi bili še v Jugoslaviji? Zdaj, ko imamo samostojno in demokratično Slovenijo, zdaj, ko smo v Evropski skupnosti, obenem pa tudi tik pred popolno izgubo državne suverenosti in narodne identitete, sem se danes zjutraj skoraj nehote vprašala nekaj zelo čudnega. Vsaj zame, ki me je eno samo navdušenje za samostojno Slovenijo. Ali je bil na vsezadnje razpad Jugoslavije v bistvu že po Titovi smrti za Slovenijo, še zlasti pa za slovenski narod, dolgoročno res uresničitev slovenskih sanj o slovenski nacionalni državi, ali pa je prav zaradi tega, zaradi razpada Jugoslavije, slovenski narod že v 3 desetletjih po osamosvojitvi Slovenije izginil. Kakorkoli gledamo, ni je v Ljubljani ulice, na kateri bi vsaj polovica mimoidočih govorila slovensko. Ni ga avtobusa, na katerem ne bi bila približno polovica potnikov tujcev. Ni ga v Ljubljani parka, v katerem bi bila vsaj polovica mamic z otroškimi vozički Slovenk in Slovencev. Ko sem se pred par tedni sprehajala v parku sredi večjega ljubljanskega betonskega naselja, kjer živim, za mlado, zelo preprosto in skromno družino, za gospo in gospodom z otroškim vozičkom, ki sta se z roko v roki prav ljubeče pogovarjala, sem se zelo razveselila. Spomin se mi je vrnil v sredino 60-ih, ko še nismo imeli toliko avtomobilov. Ko pa sem se družinici malo bolj približala, sem ugotovila, da niso Slovenci. Potolažila sem se, da so pač priseljenci zdaj tisti, ki se ne morejo takoj kupiti avto. Na svoje veliko presenečenje pa sem že čez kak teden srečala v našem parku še eno mlado družino, prav tako z vozičkom, ki prav tako ni govorila slovensko. Da, prebivalci našega starega naselja se umikamo z tega sveta. Prihajajo mlade družine, ki pa večinoma niso slovenske, niti iz katere od nekdanjih jugoslovanskih republik. Vsaj v našem naselju so zbrani skoraj vsi predstavniki najbolj znanih svetovnih kultur in ras, od evropskih, zdaj zlasti iz Ukrajine, in ameriških, azijskih, bližnjevzhodnih do afriških. Že kar svetoskrunsko se mi je zdelo, ko sem pomislila, da je bil razpad Jugoslavije za obstoj v resnici samo še zadnji, dokončni smrtni udarec slovenskemu narodu. Čeprav se je zdelo, da je bil razpad Jugoslavije dober za okrepitev slovenskega naroda, še zlasti, ker si je izboril svojo državo, je vse to podobno varljivo kot zadnje junakovo upanje na zmago v grških tragedijah. Tudi v vseh najboljših antičnih tragedijah se tik pred koncem za hip zazdi, da bo glavni junak vendarle zmagal ali preživel. Pa ni tako. Prav to, njegovo zadnje, lažno upanje, samo še poveča gledalčev občutek za junakovo tragedijo. Samostojnost Slovenije nas je pripeljala v Bruselj, kjer so to kuro sončne strani Alp takoj zaklali, oskubili in spekli, ter jo postavili na jedilno mizo EU-ja, te največje zahodne politične multinacionalke z glavnim vodstvom, ki ni bilo demokratično izvoljeno. Je bil izstop Slovenije iz Jugoslavije napaka, pa čeprav zgodovinsko nujna? Tako kot je bila ob razpadu Avstro-Ogrske napaka vključitev Slovenije v Jugoslavijo na Balkan? Verjetno ne, ker nova Jugoslavija, nekakšna zveza samostojnih nekdanjih republik, ne bi bila mogoča. Menda zaradi gospodovalne Srbije.
Beograd kot sedež Jugoslavije ni bil dober oče vsem republikam. Navsezadnje pa je bila Jugoslavija totalitarna. Verjetno pa Beograd nikoli ne bi dovolil, da bi Balkan popolnoma preplavili ilegalni migranti, kot so samostojno Slovenijo. Beograd ne bi dovolil popolne legitimizacije narodov na Balkanu. Beograd ne bi dovolil uničevanja najboljšega kmetijstva in gozdov na Balkanu. Morda ne bi dovolil niti absolutne podpore teroristični organizaciji Hamas. Vse nešteto pa je slovenski narod dokončno, zavedno pokopala. Frančiška Butola.